vemo, koliko preživetih minut pred zasloni je za otroke in mladostnike že preveč, kako hude so posledice pretirane uporabe zaslonov, ki jih opaža stroka, in ali je na pohodu nova epidemija. Novinarsko konferenco smo pripravili ob izidu smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. In morda najprej na začetku, preden gremo potem na vsebinske sklope po posameznih govorcih, predstavim celo delovno skupino. Celotna delovna skupina vam bo potem tudi še na voljo za kakšne posamezne izjave, tudi za vprašanja. Začeli bi z dr. Matejo Vinter-Šprajcer. Ona je specialistka pediatrije, sedi na koncu mize tamle, ampak je glavna pobudnica priprave smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih in vodja te delovne skupine, ki je pripravila ta res pomemben prvi tak slovenski nacionalni dokument. Potem je z nami tudi Denis Baš, prav tako specialist pediatrije, predsednik sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo. Potem je z nami doktorica Anja Ratšl, prav tako specialistka pediatrije in članica sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo. Potem je z nami tudi doktorica Marija Anderluh, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, je vodja službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Potem je z nami doktorica Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije in direktorica svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Potem je z nami tudi izredni profesor dr. Damjan Osredkar, specialist pediatrije. Vas prosim morda, da vas mediji lahko vidijo, da vas bodo potem predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Potem je z nami tudi gospa Mojca Vreča, sodelavka projekta SEIFI in ARNES. Ja. Potem je z nami tudi doktorica Špela Selak, psihologinja in komunikologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In pa z nami je tudi gospa Špela Reš, psihologinja, svetovalka na Logoutu. To se pravi, delovna skupina je bila res multidisciplinarna, kar precej časa je delala, da je pripravila ta dokument, tako da gremo kar k vsebini. Morda najprej k besedi vabim Denisa Baša, naj pediatra tudi, otroci ga imajo zelo radi, sicer pa tudi zelo angažiranega in predsednika sekcije za primarno pediatrijo, da nam pove, zakaj smernice, zakaj je ta problematika tako aktualna. Hvala vsem. Predvsem se res še enkrat tudi jaz zahvalim dr. Vinter-Šprajcer za, bom rekel, to, da smo se sploh zbrali. Bila je res gonilna sila teh smernic in mislim, da je namen več kot uspel. Zdaj v bistvu v naših ambulantah, jaz delam kot pediater v osnovnem zdravstvu, smo na žalost zadnja leta res priča, ko pridejo otroci že v predšolskem obdobju, se pravi stari leto pa pol, ko opazimo, da so preveč za zasloni in imajo zaradi tega tudi že težave, največkrat v govorno-komunikacijskem področju. So pa te težave tudi kasneje potem zelo opazne in bomo danes veliko o tem tudi slišali. Zdaj, mogoče ena stvar, mi tukaj v bistvu ne želimo, bom rekel, čisto zavedamo se, da so pač digitalni mediji oziroma to je pač naša prihodnost, realnost in želimo tukaj v bistvu predvsem staršem odgovoriti na vprašanja, kdaj začeti, kdaj je tisti primeren čas v ambulantah. Velikokrat dobimo ta vprašanja, kdaj pa zdaj otroka seznaniti z mogoče temi vsebinami in pa predvsem vsebina, kaj je tisto, kar bo otroku pomagalo pri njegovem razvoju. Zdaj, zaradi vseh teh
vprašanj, ki jih dobivamo, je pa nujno tudi, da smo strokovnjaki, ne samo pediatri, ampak tudi potem strokovni sodelavci, logopedi v razvojnih ambulantah in pa predvsem v šolstvu, tako vzgojitelji, učitelji, da govorimo isti jezik, da v bistvu starši dobijo enoznačni odgovor, koliko časa je lahko njihov otrok za ekranom oziroma zaslonom in katere vsebine so tiste, ki jih priporočamo. Tako da bi v bistvu zdaj v nadaljevanju na te vse stvari poskušali odgovoriti, bomo pa na koncu tudi potem na voljo za vaša vprašanja. Tako da jaz bi kar povabil dr. Ratšlovo, ki nam bo predstavila zdaj te, bom rekel, časovne vidike in pa zakaj v bistvu smo se odločili, kot smo se. Anja, verjetno je smiselno, da jih zastavljamo sproti, ali želite, da gremo vsebinske dele skozi, pa potem vprašanja? To se pravi, da jih zastavljamo sproti? Ne. Vsebinske dele skozi pa vprašanja. Dobro, hvala. Potem pa res dr. Anja Ratšel, lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, zasloni so danes koristen in tak vsakdanji pripomoček, s katerim so pa seveda povezane določene pasti in tudi nevarnosti, posebej za otroke in mladostnike. Zato bom zdaj podala nekaj usmeritev, ki so predmet teh naših smernic za varno uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Te usmeritve dejansko temeljijo na časovni, se dotikajo časa uporabe, vsebine uporabe in pa tudi načina uporabe. Zdaj, preden preidem na otroke, se mi zdi zelo pomembno omeniti nas odrasle. Mi odrasli starši smo otrokom največji zgled in tudi na tem področju je blazno pomembno, da že od malih nog otroku pomagamo zgraditi zdrav odnos oziroma pravilen odnos do rokovanja z zasloni in da predvsem mu vgradimo vrednote, ki niso povezane z uporabo zaslonov v prostem času. Se pravi, ne moremo pričakovati od najstnika, da ne bo v naši prisotnosti ves čas brskal po telefonu, če sami mi počnemo isto oziroma smo to počeli, ko je bil on še otrok. Posebej je ta vzor pomemben v obdobju dojenčka, malčka. Malčki, dojenčki zelo aktivno iščejo stik z staršem, pristen kontakt in tudi poleg tega, da mu omogočimo fizično igro in raziskovanje, je prav ta stik ključen za zdrav celostni razvoj otroka, se pravi tako kognitivni kot psihosocialni in seveda tudi za zdrav razvoj, za razvoj zdrave navezanosti med otrokom in staršem. Torej, starši med dojenjem, naprimer dojenček velikokrat postavi stik z mamico in je pravilno, da tudi ona vzpostavi stik nazaj, ne da med tem pregleduje vsebine na pametnem telefonu. Podobno je na sprehodu z vozičkom, ko otroček bi se pogovarjal z mamico, ona pa mogoče je odsotna nekje na neki napravi. Prav tako ne preverjamo tudi v prisotnosti starejših otrok ves čas nekih sporočil na telefonu, ne brskamo po različnih teh omrežjih in pri otroku še posebej ne uporabljamo zaslonov, če se znajde v stiski, če joka iz kakršnega koli razloga, da bi ga zamotala, pa da bi ga potolažili, takrat otrok potrebuje starše. Ne uporabljamo zaslonov za preganjanje dolgčasa, ko mora otrok nekje počakati ali pa namesto varuške in prav tako absolutno ne za nagrajevanje ali kaznovanje in ne uporabljamo zaslonov pri vpeljevanju rutin, kot so učenje hranjenja majhnih otrok in dojenčkov in naprimer učenje umivanja zobk. Ne smemo pa pozabiti tudi na zasebnost otrok in paziti, da ne objavljamo fotografij naših otrok v objavah kot starši. Zdaj pa, če preidem na otroke, eno tako glavno načelo je manj je bolje. To velja za vse starosti.
In zdaj, če začnemo z dojenčki in majhnimi otroki, starimi do 2 leti, velja načelo nič je bolje. Se pravi, tam se res izogibamo uporabi zaslonov in pazimo, kot že sem prej omenila, na že opisano pasivno uporabo zaslonov strani staršev in pazimo tudi to, da televizija ni prižgana stalno kot nek šum v ozadju. Potem v starostni skupini 2 do 5 let. Otroci uporabljajo zaslone manj kot 1 uro na dan, to je seveda se stopnjuje za starostjo, kar pomeni 2-letnik mogoče 10 minut, 3-letnik 20, 4-letnik 30 in tako naprej, 30 minut, ne. Pomembno je, da ti majhni otroci uporabljajo zaslone ob prisotnosti, aktivni prisotnosti staršev, ki tudi izberejo neko primerno vsebino. Kasneje, v prvem 3-letju osnovne šole, otroci stari 6 do 9 let, največ 1 uro na dan priporočamo uporabe zaslonov v prostem času. Tukaj spet izjemoma otroci sami, naprimer za kako delo za šolo, drugače smo tukaj prisotni starši in tudi pomagamo pri izboru vsebin. Kasneje v drugem 3-letju osnovne šole, otroci stari 10 do 12 let, priporočamo uporabo največ 1,5 ure na dan v prostem času in v obdobju 13 do 18 let, zadnje 3 leta osnovne šole in srednja šola, največ 2 uri na dan. Tukaj je tudi pomembno, da starši držimo nekako roko nad tem, kakšne aplikacije si otrok namešča na telefon, naprimer na neko pametno napravo in da tudi spremljamo nekako njegov način uporabe. Ves čas z otroki se pogovarjamo o možnih pasteh, o nevarnostih uporabe, o škodljivih učinkih, škodljivih dogodkih, ki se lahko pojavijo in velja za otroke tudi to, da čim dlje naj ne bodo uporabniki pametnih naprav, kasneje, ko pa so uporabniki, pa čim dlje naj ne bodo njihovi lastniki. Dobro, potem naslednje glavno pomembno načelo, ki ga naše smernice zajemajo, je pravilo 20-20-2. To pomeni, nanaša se na čuvanje vida oziroma na zmanjševanje negativnih posledic na vidno ostrino in velja, da vsakih 20 minut bližinskega dela za zaslonom pogledamo za 20 sekund v daljavo, celoten čas uporabe pa zaslona pa uravnotežimo z vsaj 2 urama gibanja oziroma preživljanja prostega časa na prostem. In ne nazadnje, naše smernice predvidevajo tudi družinski načrt zaslonov. To pomeni, da vsi družinski člani skupaj sestavijo in se potem tudi držijo tega načrta. Načrt pa vsebuje stvari kot, da so zasloni med obroki ugasnjeni, uporabo zaslonov v povezavi s spanjem, se pravi 2 uri pred spanjem naj se zasloni ugasnejo, v sobi naj otrok nima pametnih naprav, skupaj je dogovorjeno, kdaj se zasloni zvečer ugasnejo in kje ostanejo po noči. Predvideno, sklene se, da televizija kot šum v ozadju ni prižgana, ne? Potem se tudi sklene, da so otroci, ko uporabljajo pametne naprave, da to delajo v nekem skupnem prostoru, ne nekje skriti sami zase in tudi to, da si kot družina čim večkrat privoščimo dan brez zaslonov. Da to bi bilo z moje strani. Najlepša hvala. Pa povabim k besedi naslednjo govorko, to je doktorica Mateja Hodoklin, da pove, kakšna pa so priporočila za šole in za vrtce. Lepo pozdravljeni. Jaz vam bom pa na kratko predstavila ta del, ki pokriva uporabo naših priporočil oziroma smernic v vrtcih in šolah, se pravi v okviru organiziranega vzgoje in izobraževanja. Na začetku bi izpostavila to, da so bile vse te smernice tudi usklajene s strokovnjaki Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, tako da imamo pravzaprav neko soglasje in da tudi ti strokovnjaki podpirajo te smernice. Če se najprej ustavimo pri vrtcih, za vrtce velja, da uporaba zaslonov ni priporočljiva, kar pomeni, da se, če se le da, izognemo uporabi zaslonov za kakršnekoli namene v vrtcih. Kolikor se
uporablja ta tehnologija, pa naj bo to zgolj izjemoma in še to zgolj v neke zelo jasne, k cilju naravnane aktivnosti, ki imajo neko dodano didaktično vrednost. Seveda pa morajo biti te vsebine, ki se uporabljajo, zelo jasno, kakovostno in strokovno preverjene. Morda bi na tem mestu še dodatno pojasnila to, kar je že Anja kar dobro razložila, da v predšolskem obdobju se možgani, zdaj če tako poenostavljeno rečemo, zelo hitro razvijajo in seveda zato, da nekako sledi en zdrav razvoj, a ne, pri otroku, je to zelo povezano z izkušnjami, ki jih ima otrok, in te izkušnje morajo biti tako taktilne kot kinestetične, tudi socialne in tako naprej. In te izkušnje otroci ne morejo dobiti oziroma jih nadomestiti z opazovanjem nekih vsebin na zaslonih. Skratka, tukaj ni transferja neposrednega, ne? In otrok rabi izkušnje v živo in moramo oziroma morajo tako poskrbeti v vrtcih kot tudi starši za to, da je teh izkušenj čim več. Pomembno se je zavedati, da v bistvu tega obdobja, če ga otrok zamudi, ni tako enostavno nadomestiti. Določene stvari se lahko kompenzirajo kasneje, vendar pa zagotovo ne vse. Kar se tiče priporočil uporabe zaslonov v šolah, ravno tako lahko rečemo, da odsvetujemo uporabo zaslonov med odmori, v podaljšanem bivanju in med vsemi aktivnostmi, kjer ni prisotnosti učitelja. Raba zaslonov v šoli mora biti osmišljena, mora biti jasno opredeljena z določenimi cilji in priporočamo tudi redno oziroma kontinuirano opismenjevanje na področju uporabe digitalnih in spletnih medij in vsebin in tukaj prepoznavamo zelo pomembno vlogo, ne, pri tem osveščanju in opismenjevanju otrok. Ravno tako se priporoča šolam oblikovanje protokolov v primeru nekih zlorab oziroma pojavljanja nekih škodljivih dogodkov, ki seveda so jim otroci izpostavljeni ob uporabi spletnih vsebin, o teh bomo pa slišali tudi v nadaljevanju konference. No in še ena stvar, na kateri se je potrebno ustaviti v tem času epidemije, čas pouka na daljavo. Zdaj ta čas je prinesel kar nekaj dilem oziroma zagat povezanih z uporabo zaslonov. Seveda nam je vsem jasno, da je čas, ki ga preživijo otroci in mladostniki pred zasloni, v tem obdobju precej daljši, kot je bil pred epidemijo. In s tem seveda se je pa tudi povečalo tveganje za pojavljanje nekih škodljivih vplivov oziroma neugodnih vplivov na otroke. Z vidika šole svetujemo, priporočamo, da učitelji in starši spodbujajo tako šolsko rutino, kot tudi domačo rutino, kar pomeni, da je zelo pomembno za otroke, da se vzpostavi neka jasna struktura dneva, da se vzpostavljajo jasne šolske rutine tudi ob pouku na daljavo, kar pomeni jasen začetek pouka, določeni vnaprej dogovorjeni odmori, ki naj bojo aktivni, stran od zaslonov. Tudi pomembno je, da je določeno, katero šolsko delo poteka ob zaslonu z vodenjem učitelja, katero delo poteka samostojno ob zaslonih in samostojno delo brez zaslonov. Skratka, na to morajo biti šole pozorne in potem tudi pri otrocih to upoštevati. Podobno svetujemo tudi staršem, da se v tem času, ko otroci toliko več časa preživljajo pred zasloni, jasno oblikuje tudi struktura domačega, popoldanskega življenja, jasne rutine, da ima otrok podoben urnik, kot ga ima sicer, ko recimo poteka šola v živo, da je zagotovljeno dovolj spanja pri otroku, da so redni obroki, da ima otrok dovolj časa namenjenega za prosti čas in tudi za gibanje na prostem. Bi pa izpostavila tukaj še eno stvar, in sicer,
da seveda v tem času pouka na daljavo in upoštevanja vseh ukrepov so otroci tudi in mladostniki precej omejeni pri teh socialnih stikih. In tukaj pa tehnologija lahko do neke mere nadomesti te stike. To je seveda z vidika odraslih potrebno razumeti, ampak tudi upoštevati potem in omejevati. Tako kot smo pa že slišali, pa potrebno skupaj s starši, skupaj z otroci postaviti zelo jasna pravila, kako je z uporabo zaslonov, koliko časa in kaj otroci in mladostniki lahko gledajo. Toliko z moje strani. Najlepša hvala doktorici Mateji Hudoplin. In zdaj vabim k besedi še doktorico Marijo Anderluh, specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, ki pa bo več povedala o tem, kaj se pa potem z otroci in mladostniki dogaja, ko pa je zaslonov preveč, kakšni so ti znaki škodljivosti in tudi že zasvojenosti. Hvala lepa. Vemo, da se je čas, ki so ga otroci in mladostniki začeli preživljati pred zasloni, izjemno podaljšal. Med šolanjem na daljavo smo ne glede na vse videli, da je čas, ki ga preživljajo na socialnih omrežjih, v veliki meri bil tudi zaščiten in jim je omogočal ohranjati medosebne kontakte, vrstniško povezanost, zmanjševal občutke osamljenosti. Hkrati je pa jasno, da je posegel v njihove prostočasne aktivnosti, tudi v kakovost mnogih njihovega spanja in na vse ostale sproščujoče dnevne aktivnosti, ki jih otroci potrebujejo. Gotovo potrebujemo več kakovostnih raziskav na tem področju, kakšni bodo vplivi na celostno počutje in zdravje teh otrok. Tiste raziskave, ki pa so kakovostne in v veliki meri temeljijo na sledenju, prospektivnem težav, nakazujejo, da je čas, posebej v tem zgodnjem razvojnem obdobju, ki ga otroci preživijo za zasloni, lahko škodljiv za njihov duševni razvoj. Več kot 2 uri pred zasloni dnevno v predšolskem obdobju je bilo povezano kar z več kot 7-kratnim porastom možnosti, da otroci razvijajo motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Kakšne so pravzaprav dejanske situacije? Slovenski otroci so v spomladanskem prvem zaprtju šol preživeli v povprečju 6,7 ur na dan pred zasloni, od tega je šlo skoraj 4 ure na račun šolskega dela. Za ilustracijo lahko povemo, da je evropska raziskava v letu 2018 ugotavljala, da otroci preživijo približno 2,6 ure za zasloni. Zelo jasno je, da je v tem drugem letošnjem zaprtju čas, ki so ga otroci prebili za zasloni, namenjen šolskemu delu, še bistveno porasel. V Sloveniji je kar 43% staršev izrazilo mnenje, da jih skrbi tako velika uporaba zaslonov v času boja z epidemijo. Tudi v tej luči mislim, da so smernice zelo aktualne in upam, da bodo staršem v pomoč. Zdaj, kateri otroci imajo največ tveganj oziroma tvegane rabe zaslonov? Gotovo tisti z razvojno-nevrološkimi motnjami, to so otroci s hiperaktivnostjo, z avtizmom, posebej ranljivi, so pa tudi otroci s čustvenimi motnjami, s šibko samopodobo, otroci, ki so manj bili vpeti v neke realne vrstniške odnose in tisti, ki imajo nekako tudi slabšo telesno samopodobo. Vse več indicev govori v prid razmišljanju, da uporaba spleta razslojuje dodatno otroke oziroma mlade. Namreč zdravi otroci uporabljajo splet drugače, uporabljajo ga za pridobivanje novih znanj, za krepitev neke povezanosti z vrstniki, za odpiranje okna v svet. Otroci, ki so ranljivi,
pa velikokrat uporabljajo splet na drugačen način, ki veča njihove čustvene stiske, jih izpostavlja nekemu negativnemu samovrednotenju, dodatnemu primerjanju z drugimi in žal jih izpostavlja pogosteje tudi različnim oblikam spletnega nasilja. Zato strokovnjaki v teh smernicah opozarjamo predvsem na to, da se otroci lahko znajdejo na neprimernih vsebinah, kot so nasilje, pornografija, različne oblike spletnega nasilja med nami, in kot sodelavka pri pripravi smernic je tudi gospa Maja Vrečar, ki se dnevno ukvarja s to problematiko, in upam, da bo imela možnost malo več spregovoriti tudi o tem. In seveda izpostavljeni so tudi digitalnemu trženju, tudi o tem v smernicah. Nekateri otroci so pa posebej ranljivi za razvoj odvisnosti in tam opozarjamo otroci, ki imajo čustvene reakcije, včasih tudi agresivne, ob zahtevah staršev in poskusih staršev po dogovoru za omejevanje uporabe zaslonov. Otroci, ki imajo manj zanimanja za druženje, pri katerih prihaja do upad šolskega uspeha, do spremembe spalnih navad in izgube zanimanja za tiste aktivnosti, ki so jih včasih z veseljem počeli, tam pozivamo starše, naj se obrnejo po pomoč. Starše nekako usmerjamo in vzpodbujamo k temu, da se z otroci čim več pogovarjajo o tem, kaj na spletu počnejo, kakšne igre igrajo, s kom se pogovarjajo. Po eni strani zato, ker je to zares zanimivo, ker so mnoge od teh stvari, ki jih počnejo, v resnici zanimive, po drugi strani pa to, da vstopamo z njimi in se pogovarjamo tudi o stvarih, ki jih doživljajo in vidijo in zvejo na spletu, omogoča tudi več možnosti, da se bodo obrnili na nas takrat, kadar bodo v stiski. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj k besedi vabim še doktorico Matejo Vintar Šprajcar, kot sem že prej povedala, specialistko pediatrije, pobudnico teh smernic, en velik motor pri tej akciji in potem tudi vodjo delovne skupine, ki je smernice pripravila. Lepo pozdravljeni. Moja naloga je pa, da naštejem vse strokovne organizacije, ki so strokovno podprle te smernice. Sekcija za primarno pediatrijo, Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva, Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, tam program Mira in program Zdaj, Safe.si, Arnes, Logart, Zbornica kliničnih psihologov, Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija za preventivno medicino, Sekcija mladih pediatrov, Ustanova za otroško nevrologijo, Društvo logopedov Slovenije, Zbornica delovnih terapevtov Slovenije, Center Šteker, Društvo Bravo, Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Inštitut za avtizem, Zbornica specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in drugih pedagoških delavcev, ki delajo v zdravstvu, in Društvo svetovalnih delavcev. Smernice strokovno podpirajo tudi strokovnjaki pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Sodelovali sta tudi oftalmologin iz očesne klinike v Ljubljani, ki delata na otroškem oddelku, in pa strokovnjaki kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Za izjavo podpore je smernice minuli teden podprla tudi ministrica za šolstvo, znanost in šport, dr. Simona Kustec, in prav tako je podporo smernicam v petek napovedal minister za zdravje Janez Poklukar. Hvala.
Najlepša hvala. Tudi doktorici Mateji Vintar Šprajcar za tole predstavitev. Kot vidite, je v bistvu delo opravila res velika skupina ljudi in velika skupina strokovnjakov in usklajene so bile z vsemi pomembnimi, v Sloveniji pomembnimi inštitucijami. Zdaj pa je čas, da v bistvu zastavite vprašanja. Lepo prosim. Mogoče še to, z nami so tudi preko Zooma kolegi novinarji, tako da jih prosim, da vkolikor imajo vprašanja, zastavijo vprašanja preko četa. Najprej pa v živo. Mikrofoni so tukaj. Moje eno kratko vprašanje, Ranka Virja, Dnevnik. Kdo, če se da, če lahko poveste, kdo je sodeloval v Zavodu za šolstvo oziroma koliko ljudi je Zavoda za šolstvo sodelovalo in ali so pedagogi, učitelji ali morda strokovnjaki za računalništvo? Hvala. Strani Zavoda za šolstvo je smernice pregledala njihova delovna skupina 9 strokovnjakov, natančneje pa smo kasneje usklajevali besedilo in vsebine z gospo Biserko Lep in Apolonijo Jerko. In z vsem je bil seznanjen seveda tudi direktor, tako da v bistvu smo imeli vsebinsko podporo, ki smo jo uskladili tudi z vsemi pravili šolskega reda in vsemi dokumenti, ki jih šolstvo uporablja za namen usmeritev na tem področju. Dober dan, z Radia Slovenija Špela. Tukaj zanima me, ko smo govorili o razlikah pri uporabi teh tehnologij in razslojevanju mladih. Te razlike zapravo, da mogoče tisti šibkejši otroci uporabljajo bolj negativne namene, te digitalne zaslone. Kaj se da tukaj narediti oziroma kdo bi moral, kako bi lahko ta razkorak nekako zmanjšali in nekako se posvetili tem otrokom, ki uporabljajo te zaslone na šibkejši način oziroma bolj tvegan način. Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. Jaz mislim, da je res več kot na mestu. Ena od stvari, ki smo jih mi poskusili narediti v to smer, je tudi seznam nekih dobrih, koristnih spletnih strani, ki jih ponujamo kot neko dobro izhodišče tudi staršem, da jih pregledajo in da se o tem z otroki pogovarjajo, da jih celo vzpodbujajo k odkrivanju tega, kar jim splet dobrega lahko prinese. Izdali smo tudi en seznam aplikacij v podporo dobremu počutju, duševnemu zdravju z enakim namenom in tudi tukaj nameravamo nadaljevati to delo. Namreč vemo, da v na primer Angliji zdravstvena zavarovalnica investira v te aplikacije in nekako pomaga, da je dostopnost kakovostnih, preverjenih, učinkovitih stvari čim večja. Tako da verjamem, da bomo tudi v Sloveniji v to smer nadaljevali. Ja, tudi starši, seveda, starše treba educirati, treba je z njimi govoriti. Pomembno je, da se ta pogovor v zvezi z uporabo, načinom uporabe v bistvu razširi, da se odzovemo na to skrb, ki jo starši večinoma imajo, z nekimi pozitivnimi pripomočki, nekimi sugestijami. Vsekakor preživljati čas skupaj na spletu, raziskovati je naše priporočilo staršem. Hvala. Še gospa Maja Vreča, sodelavka projekta Safe in Arnes, bi dodala nekaj na to vprašanje? Ja, jaz bi mogoče dodala to, da se mi zdi tukaj vloga šol pravzaprav ključna. Ne kot njihova odgovornost, ampak kot možnost. Šole že sedaj organizirajo neka izobraževanja, skratka vabijo predavatelje ali pa znotraj svoje dejavnosti pač izvajajo osveščanje otrok, učiteljev in staršev. In jaz mislim, da tukaj rabimo neko veliko družbeno podporo, da bo tega več. Jaz recimo kot predavatelj za starše opažam, da se meni na predavanjih, ki jih izvajam po šolah,
pojavijo predvsem starši, ki že zelo veliko vedo. In mi že iščemo neko možnost, kako bi starše, ki nimajo teh znanj, spodbudili, da tudi oni pridejo, ker to so tisti starši, ki rabijo to pomoč. In seveda tudi potem, da šole spodbudimo, da imajo več tega osveščanja tudi otrok. Mislim, da na tem področju lahko zelo, zelo veliko naredimo. Hvala. Še vprašanja? Mogoče bi jaz tukaj sam še dodal, da v bistvu pediatri smo tudi ravno za to skupino otrok, ki v bistvu so, bom rekel, nekako izključeni, smo dostopni in ravno zaradi tega bi radi, ker veste, da otroci pri nas imajo sistematske preglede, na katere hodijo že od 1. meseca naprej in tukaj v bistvu vidimo tudi v prihodnosti našo vlogo, da poiščemo te otroke in da jih tudi pravilno usmerimo. Zaradi tega, ker res je potrebno to že zgodaj začeti, ne šele, ko imamo problem pri 2., pri 3. letu ali kasneje, ampak res že, se pravi, v dojenčkovem obdobju in potem, tako da tukaj nas čaka še veliko dela in tukaj pediatri bomo zagotovo zelo aktivni. Še kakšno dopolnilo od koga iz skupine na to vprašanje? Nova vprašanja? Še eno malo daljše vprašanje. Pred leti je v Sloveniji predaval nemški nevrolog Špicer. Potem je šla tudi njegova knjiga v Sloveniji. Tam, jaz sem bila na tem predavanju in se spomnim, ko smo ga vprašali, naj vendar pove, koliko bi bila recimo najnižja priporočljiva doza torej uporabe zaslonov. In je bil zelo strikten in je zelo vztrajal, torej psihiater in nevrolog po stroki, do 18. leta nič je rekel. In kazal nam je slike, raziskav torej, slikanja možganskih celic, kazal je sinapse in je rekel, pri zaslonih se te sinapse ne vzpostavljajo, ampak se skratka trgajo, uničujejo, ne znam strokovno povedati. Skratka, to bi vprašala, ko ste se odločali, kaj še priporočljivo, a ste sprejeli pač nek nujen kompromis, ker je pač življenje takšno, kakršno je, ali ste tudi vi razmišljali o tem, da vendarle tudi 1 ura na dan, recimo predšolskemu otroku, škodi, ampak je to najmanj, na kar je še možno doseči nek družbeni kompromis ali nekaj takega. Hvala. Bo izredni profesor dr. Damjan Osredkar, specialist pediatrije in predstojnik kliničnega oddelka za otroško in mladostniško in razvojno nevrologijo iz Kliničnega centra odgovoril. Hvala za to vprašanje, ki je tudi ravno tako zelo pomembno. Dejstvo je, da se življenje zelo hitro spreminja, ne? In da v bistvu se ta hitrost spreminjanja pospešuje. Tako da recimo moja babica se je svojih staršev naučila vsega, kar je rabila za življenje. Danes pa jaz komi še svoje otroke lahko krmaram na tem svetu, ki se je tako dramatično spremenil. Tako da ta uporaba zaslonov pravzaprav je zadnjih 30 let se zelo razmahnila in jasno je, da zelo vpliva na to, kako ljudje funkcioniramo v svojih življenjih, ampak ravno tako so se naši možgani mogli prilagoditi temu, da recimo uporabljamo avtomobile, pa jih prej nismo, ali pa da živimo v mestih. Za razliko od tega, kako smo živeli takrat, ko smo bili še v obdobju, ko so ljudje nabirali in lovili za svoje preživetje sami. Tako da pa smo se za to evolucijsko v bistvu trenirali na 1000 let. Tako da življenje je brez dvoma drugačno, sigurno so možgani na te nove okoliščine drugače prilagajajo, ampak ena od težav, ki smo jih imeli pri pisanju teh smernic je, da pravzaprav zelo jasnih znanstvenih dokazov za ali pa proti uporabe zaslonov v resnici ni. Zato recimo izkaže se, da zelo velikokrat, da recimo tako, ko smo govorili o socialno ogroženih družinah, tam ni problem samo to, da je recimo otrok več za zaslonom, ampak v družini, kjer mora starš ali pa starša delati 2 službi hkrati za to, da lahko sploh preživijo, taki družini seveda starša nimata časa niti, da bi se svojim otrokom posvečala in je to lahko včasih še veliko bolj pomemben dejavnik za to, da se tak otrok slabše razvija, kot dejstvo, da je pač ta otrok več za zaslonom, kakor kakšen drug otrok, ki živi v bolj funkcionalni družini. Tako da zelo natančno
je težko povedati, kolikšen del uporabe zaslonov je varen, kolikšen del ni varen, pa da bi imeli za to zelo močne znanstvene dokaze. Tega žal še nimamo. Sigurno bomo te smernice so pač začetek neke poti, jih bomo sproti posodabljali in nova dognanja v to inkorporirali in se poskušali temu orientirati, ampak nekako vsekakor se mi pa ideja, da pa do 18. leta otroci ne bi uporabljali zaslonov, zdi pa nekako neživljenjska. Danes, če sam vem, ko potujem, pridem v neko mesto in si vzamem telefon zato, da me usmeri na pravo mesto, taka uporaba zanesljivo ne bo pokvarila mojih možganov, ampak mi samo prehranila nekaj časa. Tako da mislim, da to preveč, ampak seveda pa tako, kot smo mi tudi v smernicah nekaj popozarjali, pretirana raba pa je lahko povezana, zato je vse več dokazov in tudi nekako v nekaterih ozirih smo mogli te časovne prilagoditve v bistvu, nekako ne si izmisliti, ampak nek tak educated guess uporabiti, kaj bi mislimo, da bi bilo najbolje. So pa to težave, s katerimi se srečujejo strokovnjaki, ne samo pri nas, ampak seveda povsod po svetu in nekih dokončnih odgovorov na to pravzaprav ni. Najlepša hvala. Bi kdo še morda kaj dopolnil k temu vprašanju? Ja. Če sem še eno repliko. Pred kratkim sem slišala ali videla, kako so bili v 30 letih tako skrajno zaskrbljeni zaradi prihoda radija in uporabe radija in koliko časa je zdaj radio vžgan in kaj se bo zdaj zgodilo z ljudmi. Tako se mi zdi, da tudi tukaj, tako kot je doktor Osredkar povedal, je pomembno imeti pač neko življenjsko perspektivo sedanjega trenutka in sedanjega časa, predvsem pa pozorno spremljati, kako to uporabljajo. Še morda kdo iz delovne skupine na to vprašanje? Nova vprašanja? Še vprašanje, ki je prišlo preko četa. Pozdravljeni, ali imamo podatke o tem, ali in za koliko se je med časom šole nadaljavo, ko so otroci v povprečju 7 ur dnevno preživeli za zasloni, povečalo število otrok, ki tvegano uporabljajo tehnologije in aplikacije. Glede na to, da hkrati govorimo tudi o povečanju čustvenih in duševnih stisk, od anksioznosti in depresije do slabe samopodobe, se je verjetno povečalo tudi število otrok, ki so ranljivejši. O kakšnih tveganih rabah tu govorimo? Hvala za odgovor. Odgovor bo podala gospa Špela Rež, psihologinja, svetovalka na Logoutu. Pozdravljeni. Jaz lahko nekaj o naših izkušnjah povem. V zadnjem letu, torej koronskem letu, se je pri nas skoraj za tretjino povečal obseg dela, se pravi strokovnjakov, ki se ukvarjamo z mladostniki, otroci. Za 20% se je povečalo število vključenih. Če pa govorimo o času, evalvacije so pokazale, da otroci, mladostniki izključno za zabavo v zadnjem letu so preživeli na zaslonih nekje 5 do 6 ur dnevno. Se pravi, če damo zraven še šolo, obveznosti, smo nekje do 9 do 10 ur, govorimo o naših vključenih. Tako da med njimi je opaziti velik porast čustvenih težav, depresivno razpoloženje, tesnoba sta daleč v ospredju, samopoškodovalno vedenje, tudi suicidalnost. Tako da tukaj so ranljivi res te mladostniki, otroci z čustvenimi težavami in vsekakor priporočamo tukaj strokovno pomoč. Hvala. Najlepša hvala. Še morda kakšna misel na to vprašanje, kakšen odgovor od koga iz delovne skupine? Ne? Morda doktorica Marija Anderluh. Ja, res je, tudi mi opažamo porast vseh težav pri otrocih, predvsem čustvenih stisk, več depresivnosti, več otrok s samomorilnim razmišljanjem in vedenjem.
Težko je postaviti zdaj zelo jasne vzročne povezave, ampak tako kot smo že prej nakazali, otroci, ki so ranljivi, zares povečajo svojo ranljivost z časom izpostavljenosti tem vsebinam. Opažamo tudi za skoraj 50-odstoten porast otrok z motnjo hranjenja, ki se je razvila v času epidemije. Tudi tukaj seveda ne moramo poenostavljati in najti enega samega vzroka, ampak tako v evropskem merilu, ker je to pojav, ki je pravzaprav v vsem svetu zdaj opažen, v evropskem merilu strokovnjaki prepoznavamo tudi uporabo spleta kot en del teh tveganj, ki jih prinaša. Veliko časa preživetega pred svojo podobo, to je nekaj nenaravnega, kar zdaj počnemo na Zoomih, veliko izpostavljanja medvrstniškim odnosom in interakcijam zgolj izključno na socialnih omrežjih v primerjavi s tem, kar je bilo prej stikov z živo, gotovo otroke vzpodbuja k nekemu medsebojnemu primerjanju, ki je pravzaprav en del narave teh socialnih omrežij, in to najverjetneje povzroča tudi več negativne samopodobe pri ranljivih. Najlepša hvala. Ja, še gospa Maja Vreča bi dopolnila oziroma povedala. Ja, jaz bi mogoče samo to dodala. Ni zares, mislim, da zdaj nikjer v svetu, ne v Sloveniji pa zanesljivo, nimamo statistik, ki bi jasno povedale primerjavo uporabe prej in zdaj. Časovnih statistik jasnih ni, verjetno se bo kaj zgodilo, ne bomo imeli bolj jasno sliko, mi je nimamo. To, kar pa vidimo, je tako, kot je recimo logout opazil, kot pazijo pač na klinikah. Jaz recimo bi lahko povedala za Tom telefon, ki je pač del našega projekta, pač smo povezani s EFS in Tom telefon. Oni opažajo natanko iste pojave. Recimo samomorilnost, razmišljanje, samopoškodovanje se je drastično povečalo. Zdaj recimo za 100% izgleda približno poraslo glede na prejšnja leta v tem koronskem obdobju razmišljanja o samomoru. To so recimo take zelo hude številke. Skratka, ampak težko je pa razmejiti, koliko od tega je ta socialna pač distanca, ko se ljudje ne morejo zares družiti v živo, oziroma otroci v tem primeru, koliko je pa zares večja uporaba teh omrežij, pač tega, da so pred zasloni. Tukaj pa mislim, da nikoli ne bomo imeli jasne analize. Hvala. Prišlo je še eno vprašanje preko četa, in sicer novinarko Radia Celje zanima, kakšni so simptomi, ki jih zdravniki pediatri opažate pri malčkih in so pokazatelj, da so že najmlajši otroci preveč izpostavljeni zaslonom oziroma da starši čas namesto svojim dojenčkom preživljajo za zasloni. Mogoče doktor Baš? Ja, v bistvu to je bil tudi eden od, bom rekel, momentov, da smo sploh te smernice začeli delati, ker smo res v zadnjih letih opažali, da otrok, ko pride na sistematski pregled, naprimer pri letu pa pol ali pa naprimer pri 3. letu, začne, se pravi, barve našteva v angleškem jeziku, staršem se to zdi zelo super, ker pač moj otrok zna angleško. V bistvu se pa potem v anamnezi izkaže, da je v bistvu tak otrok po več ur na teh kanalih z risankami v angleškem jeziku in da je v komunikaciji tudi potem, ko ga opazujemo v ambulanti, begav, nima nekega obstanka, ni dobrega očesnega kontakta, govorni razvoj zelo zaostaja, tako da v bistvu takih otrok, tudi ko se pogovarjamo s kolegi, nažalost je v sedanjem času več. In to je eden od, se pravi, ta govorni razvoj in pa, bom rekel, ena od takih stvari je tudi ta čustvena komponenta, ko starša, ko je v čakalnici, pač imajo starši za pomiritev te filmčke na telefonu, potem pa, naprimer, če to želijo dati stran, dobi tak otrok napad jeze, agresije, se vrže na tla,
to so v bistvu taki znaki, ki jih starši tudi pri svojih otrocih opažajo. Tako da zato je zelo pomembno, da mi tukaj ne želimo zdaj, da se zavedamo, tako kot je profesor Sredkar povedal, da pač ta tehnologija je z nami in moramo iti v korak, ampak morajo pa starši res vedeti, ker to je dostikrat vprašanje, kdaj pa zdaj otroka mogoče seznaniti z, ne vem, pametnim telefonom, kdaj pa mogoče skupaj kaj pogledati, in tukaj se mi zdi, da te smernice prinašajo te odgovore in koliko časa je še, bom rekel, da smo v varnih okvirih. Najlepša hvala, doktor Baš. Morda še kdo iz delovne skupine bi kaj dodal na to vprašanje? Ne? Imamo še kakšno vprašanje zdaj na chatu, v tem trenutku novih vprašanj ni, imamo še kakšno vprašanje v dvorani? Aha, ravno je prišlo eno dodatno vprašanje. In sicer tako, bi bilo smiselno vsebine o tem, koliko zaslonov vključevati že pri dojenčkih, najmlajših, smiselno vključevati v šole za starše? Pozdrav, hvala za to vprašanje. Absolutno, to je ideja in vizija, ki jo imamo. Torej, treba je delovati preventivno. Računamo na to, da se bodo te vsebine za starše, ki jih dobijo že v šolah za starše, predno se otrok rodi, in pa tudi v raznih programih, ko so že starši v prvem letu starosti, in pa tudi strani pediatrov med preventivnimi sistematskimi pregledi, da bodo te vsebine vključene, ker pač je preventiva definitivno boljša, kot potem, ko so že težave. Tako da na ta način seveda bomo delovali in to si želimo in upam, da bodo tudi na tem področju smernice en korak naprej. Hvala. Najlepša hvala, doktorica Mateja Vintar Šprajcar. Še kakšno vprašanje? Zdaj, vprašanje, ki je bilo zastavljeno, ga je zastavila novinarka časopisa Novi tednik in Radio Celje. Ni drugih vprašanj, tudi na chatu zgleda, da ni vprašanj. Tako, bi počasi potem zaključili današnjo novinarsko konferenco, mogoče še z zadnjim vprašanjem oziroma zadnjo pobudo za vse člane v delovni skupini, če je kaj, kar je ostalo morda neopozorjeno, je zdaj še čas za kakšen krajšo izjavo. Potem pa boste vsi, oziroma vam bodo vsi člani delovne skupine še nekaj časa na voljo tudi še za kakšne individualne izjave, ki jih boste lahko posneli. Morda želi še kdo iz delovne skupine kaj dodati? Bi doktor Vintarjeva še? Aha. Jaz bi se res samo zahvalila, izkoristim to priložnost vsem, ki smo tukaj res stopili skupaj, vsem, ki so podali svoje pripombe in komentarje, s katerimi smo sodelovali pri teh smernicah. Upamo na dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Na spletni strani Zdravniške zbornice, smernice zasloni, najdete vse vsebine. Eno je knjiga, ki je namenjena strokovnjakom, ki se pri delu srečujejo z otroki in mladostniki. Potem je nekaj do zdaj narejenih izročkov za starše, ki jih lahko tudi natisnete. Na spletni strani so tudi kakovostne vsebine za starše, ki jih priporočamo, nekaj aplikacij za podporo duševnemu zdravju in pa vsi kontakti partnerskih organizacij, kjer lahko najdete še dodatne vsebine. Tako da res lepa hvala vsem za to delo, ki ste ga opravili in ki ga zdaj danes tukaj lahko predstavimo. Upam, da v dobro otrok in nas vseh. Hvala. Najlepša hvala, da ste se danes odzvali našemu vabilu. Najlepša hvala tudi vsem članom delovne skupine. Naj povem, morda na začetku nismo izpostavili, delovna skupina je delovala v okviru odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici in smo zelo veseli, da je z tako
pomembnimi zaključki, potem tudi kot so smernice, zaključila svoje intenzivno delo in smo res veseli, da je to nastalo. Zdaj pa najlepša hvala za danes in vas vse vabim še naprej na individualne izjave. Lep pozdrav. He had a little lamb, its fleece was white as snow.